Vsi naši študentje pri predmetu trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije osvojijo znanja za odgovornost in trajnostni razvoj. Kar se pa tiče usposabljanja za trajnostni razvoj, so pa sigurno aktivatorji, mentorji, naši predavatelji in učitelji. Ti s svojimi znani pedagoškimi spretnosti vodijo, mentorirajo naše dijake in študente na način, ki je njim blizu. Torej, naš biotehniški center Naklo se nahaja na podeželju in to pomeni, da smo v tesnem stiku z naravo. Našim študentom vedno rečemo, pri nas se učimo za življenje. Res pomembno je, da jih naučimo osnovnih rutin, spoštovanja, pravičnosti in pa sodelovanja. Študenti odhajamo tudi na praktični pouk v naše rastlinjake, na naše zunanje površine, kjer pridelujemo rastline na ekološki način. Nove prijeme v trajnosti naši dijaki in študenti sprejemajo z veseljem zato, ker razumejo, da to pomeni napredek, da to pomeni njihovo prihodnost. Tukaj sem bil prisoten za čas opravljene prakse, mogel sem narediti 310 ur. Ko sem videl ta program, pa ta znanja, ki jih pridobiš, pa tudi iz izkušenj lahko povem, da so uporabna, življenjska, aktualna v tem času, da te naučijo dosti stvari, ki pridejo oziroma bojo v prihodnosti sploh še bolj aktualne. Se pravi, to so varovanje okolja, trajnost, ponovna uporaba, pridelava hrane, zdrave hrane. Praktično izobraževanje sem delala tukaj na Biotehniškem centru Naklo v mlekarski delavnici. V mlekarski delavnici sem delala v povezavi z mlečnimi izdelki, sodelujem pa tudi v projektu Modro-zelena in sicer s tem, da spirulino dodajamo v mlečne izdelke. V moji diplomski nalogi opisujem mlečni izdelek kot jogurt z dodatkom spiruline, kjer smo pregledovali vsebnost, kako je najboljše, da je najboljšega okusa jogurt in pa da dobimo ta dnevni vnos spiruline, ki je potreben. Pri našem delovanju in pri naših programih je seveda ena od zelo pomembnih vrednot spoštovanje. Tako spoštovanje do sočloveka, do narave, do okolja, potem pa seveda odgovornost, znanje, strokovnost in pač vse vrednote, ki jih seveda v prvi vrsti zagovarjajo tako učitelji, vodstvo, mentorji in seveda jih potem skušamo približati tudi vsem našim deležnikom. Tukaj sem pa delal vse, kot sem že omenil, prakso, tako da sem spoznal šolo in vidim, da celoten sistem tukaj šolski oziroma tega centra stremi, da se te cilji uresničijo pa udejanjajo tudi v vsakdanjem življenju. Pri nas pravzaprav dosegamo vse 4 sklope iz kompetenčnega okvirja, namreč tako dijaki kot študenti se raziskovalno ukvarjajo s posamičnimi problemi. Potem z projektom DigiAgri smo se ukvarjali, kako doseči s pomočjo digitalizacije, da bodo tudi tisti, ki si želijo pridobiti samo določena znanja, lahko do njih dostopali in je projekt naslavljal tudi ranljive skupine, tako da smo vsebine predstavili tudi na njim sprejemljiv način. DigiAgri platformo lahko uporablja širša javnost, dostopna je vsem vrtičkarjem, s tem pa lahko pospešimo samooskrbo oziroma jo povečamo. Vsebine na platformi so na področju vinske trte, paradižnika in pa paprike, se pravi spoznamo morfološke dele, spoznamo bolezni, škodljivce in na splošno njihovo pridelavo glede oskrbe. Celostno se ukvarjamo z tem, kako pravzaprav kot zavod pristopati k ciljem trajnostnega razvoja, kar pomeni, da imamo opeljan ISO 14001 in pa samo posestvo ima že od leta 2014 ekološki certifikat. Potem so pa še drugi projekti, v katere so vključeni predvsem dijaki, se pravi vse povezavi z ekošolo, s podjetniškimi idejami, ki naslavljajo te trajnostne vsebine. Na višji šoli so pa to bolj same raziskave z vseh naših biotehniških področij. Moj občutek izobraževanja na višji šoli je tak, da so res prilagodljivi, res so na široko, se lahko odpremo, delamo po svojih zmožnostih
in tudi imamo možnost vključevanja v različne dejavnosti, v različne projekte, kot je tudi recimo praksa v tujini, Erasmusi in vse različne dejavnosti, ki jih center ponuja.